Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Preden gremo seveda na današnjo epizodo, še enkrat dovolite, da vas spomnim na naš bootcamp. En se bo zgodil v septembru in sicer bootcamp za začetnike, investiranje za začetnike, kjer bomo v bistvu skupaj stopili v svet investiranja. Spoznali boste cel kup zanimivih stvari, od naložbene piramide, specifičnosti glede posameznih naložbenih razredov. Kupili bomo tudi ETF, pregledali bomo borzne posrednike, na kaj moramo biti pozorni, spraševali se bomo, kakšna je razlika med skladi, ki kotirajo in skladi, ki ne kotirajo na borzi in tako dalje. Današnja epizoda je pravzaprav posnetek iz MoneyHow Live. Smo se odločili, da bomo zdaj malce čez poletje zavrteli tudi te epizode. Moram priznati, da je bilo zelo zanimivo, zabavno. Veliko smo se nasmejali, kar veliko zanimivih stvari tudi slišali. Tako da, zaenkrat to, upam, da nisem bila preveč dolga. Mislim, da vam bo pogovor zelo všeč. Tako da veselim se vaših komentarjev. Pišite mi, če imate kakršnokoli vprašanje na marja@money-how.si in se seveda slišimo in vidimo kmalu z novim klipom. Prijetno poslušanje. Andraž Grahek iz Capital Genetics, ki tudi se verjetno veste, če poslušate podcast, je reden gost našega podcasta. Mislim, da vam je všeč, ker je tudi malce on tak pikanten v svojem izrazoslovju. Bo vodil naslednjo okroglo mizo in sicer veličastnih 7. Andraž, jaz te zdaj vabim, da prideš gor, pa da povabiš svoje goste, pa seveda, da malo pokomentirate rezultate ankete. Lep pozdrav še z moje strani. Bom najprej jaz kar povabil svoje goste. Danes imamo zanimivo druščino na kupu. V bistvu pokrivamo vse od abstraktnega softvera, letečih stvari, ki so pod vodo, se gibljajo avtonomno, pol znamo hekati, brance pred hekerji, vse živo. Tako da gremo kar po vrsti. Z nami so danes Jernej Štrasner, pozdravljen. Izvoli. Bom jaz probal en kratek intro narediti, ampak danes je Jernej rezident Bleda in ni se formalno upokojil, ampak izpolnil si je svojo življenjsko željo in to mu je omogočilo, da danes lovi ribe pa se vozi s kolesom po Sloveniji okrog. Mogoče bi ti jaz kar pripisal, assignal en mikrofon, lepo prosim, sam poglej, če dela. Mogoče ga prežgiva ga. Ja? Ne dela. Halo. Okay, ima lagging efekt. Stvar seveda ni tako enostavna. Mogoče sam zelo kratek intro. Kaj si ti počel v življenju, da zdaj v bistvu tako malo, ko bo rekel, si na sabatikalu ali na neki življenjski pauzi, pa malo si s predah vzel? Srečen, da sem v penziji. Si? Sem pa poslušal papiča, jaz sem oblekel roza, denar dela zame, tako da zato sem v penziji. Ne, drugače pa, jaz sem programer, sicer že kar nekaj let nič takskega, samo pač side projekti, profesionalno pa sem potem šel v management, Silicon Valley delal na Facebooku, takrat je bil še Facebook. Svoje podjetje ustanovil v Silicijevi dolini, ki je bilo itak potem remote, pa COVID, pa cela ta scena. Tako sem potem pač pristal nazaj v Sloveniji. Podjetje prodal, delal zdaj 3 leta za firmo, ki nas je kupila, Sentry, mogoče kdo pozna. Tako da od januarja sem pa uradno v penziji. To sem sebi rekel 20 let do tega, da bom pri 35 v penziji. 35 sem bil prejšnji teden, tako da... Ja, čestitke, ne? Aplauz. Ja, ne. Tako... V MoneyHow veliko govorimo o planiranju, ampak da tako natančno to splaniraš, pa še vse to vmes narediš, mislim... Itak je en kup pač na ključu. To je nekaj sumljivega, kakšen časovni stroj v igri, po moje. Malo sem sforsiral. Ja. Evo, naslednji gost, na oder vabim Markota Peljhana. Zdaj,
V nagovoru na tem dogodku smo rekli profesor Marko Pelhan, ki predava na Univerzi v Kalifornija, Santa Barbara. Systemics je kaj, Marko? Mikrofon, čak, te moramo opremiti. Evo, ta applied science, klele, to ni tako kot teorija. Probaj sam, živijo? Deluje. Systemics je kaj? Ja. Systemics je ime mojega laboratorija na univerzi, ampak je nastalo, ga je pa v bistvu prvi definiral oče druge second order cybernetics, Heinz von Förster. In on je to definiral kot povezave kreativnosti, umetnosti, humanistike in znanosti. No, to je nekako moje življenje. Tako, in zdaj, če dava še mal... Pa tehnologije, seveda. Tako, če dava še mogoče kakšen podatkovni delček, no, dajmo reči na to ravnino. V življenju si počel, poleg seveda tudi umetnosti in znanosti, predvsem se ukvarjal, jaz sem te spoznal v kontekstu dronov in tudi podjetja C-Astral, katerega soustanovitelj si bil, tako da v bistvu, bom tako rekel, si cel krog naredil, bom rekel, od neke kreativnosti do oprijemljivosti, kjer so pa stvari zelo, zelo natančne, v bistvu v končni fazi. Ne? Ja, vse v konceptualni umetnosti so tudi zelo natančne. Sam, ko gledamo, smiselno, kaj prvi pogled, pa pogledaš, pa res se strinjam. Tako da v glavnem, malo živite Campus Tacomori, kar se tiče tehnologij. Danes smo priča zelo zanimivim spremembam in tukaj vabim svojega tretjega gosta, Andraža Logarja, predsednika Slovenskega tehnološkega foruma in pa tudi ustanovitelja družbe 3FS in direktorja. Evo. Še tebi bomo namenili en mikrofon, pa bi te prosil sam, da rečeš en živjo. Evo, super, imamo zvok. Andraž, jaz tebe poznam kot človeka, ki je v bistvu se večino časa ukvarjal z ljudmi in kodo. A je to pravilno na nek način rečeno? Kaj še zraven bilo? Ljudje, kot koda. Ta zadnjič, ki sem programiral, je bilo 18 let nazaj. Tako da ta zadnjič, ki sem napisal... Ja. Osebno, mislil sem predvsem projekte, kjer ste razvijali software za določene, predvsem izvozne trge, Skandinavija, Nordics, večji telekomunikacijske firme so bile vaši klienti. Samo da te mečkaj razumeli v bistvu, s kakšnimi profili se danes pogovarjamo in seveda zdaj, kaj bomo zdaj naredili? Dajmo kaj uporabnega se spomniti, dajmo jih GPT-at, ali ne, dajmo chatati z njimi, da ni nujno GPT-at. Zdaj spet moderno se pogovarjati in chatati, kar v kvaži dobi modemov, ki smo tudi chatali, ali kvaži točno. Malo šalo na stran, vsi veste, da obstaja en izraz tako imenovanih veličastnih 7 in to predstavlja 7 največjih ali pa družb z največjo tržno kapitalizacijo na svetu, Magnificent 7. Prej smo imeli eno anketo, pa bi mogoče lahko prosil, če je možno, da si tole malo gledamo. Zdaj, vsi v te malo nategnili vratove. V bistvu smo se tukaj spraševali, koliko ljudi v prostoru si je drznilo direktno kupiti delnico enega izmed velikih 7 ali pa imajo mogoče nek ETF, indeksni sklad, ki vključuje te delnice. In zdaj, v bistvu, dajmo reči, od teh velikih 7 je, imamo neodločeno, Nvidia je zmagala 14%, pa zelo podobno Microsoft, Alphabet, da se malo pohecam, Alphabet seveda, zdaj Google Alphabet, se vidite, se skozi nekaj spreminjajo, mogoče to že nova permutacija imena, meni je všeč Alphabet. V glavnem, poj sledi Microsoft, Tesla, Microsoft, Meta, zdaj 4% ima vse od naštetega, tako da mogoče pametna razpršitev. Torej, vprašali se bomo, kakšna je mogoče danes pozicija teh največjih firm in bomo šli mogoče kar se malo pogovoriti. Vsega od vas bom večkrat vprašal, če pogledamo to veliko sedmerico, mogoče kar tako enostavno vprašanje. Katero od teh podjetij bi vi rekli, da je najbolj pripravljena na izzive umetne inteligence? Tako, mogoče malo challenging ali pa tough, ali pa kdo je vaš darling od teh 7? Pa mogoče na kratko, zakaj?
Evo, sklepam, da jaz začnem. Ja. Spreminja se situacija zelo hitro, ampak če trenutno pogledam sceno, se mi zdi, da Microsoftu gre zelo dobro. Par dni nazaj so tudi open source Copilot, tako pač res dosti dogaja. Moram pa reči, da Alphabetu kaže kar dobro. Res so en kup novih stvari releasali, na začetku so malo škripali, ampak zdaj pa se mi zdi, da so začeli pokrivati kar veliko področje. Mogoče samo en flashback nazaj, ne? Verjetno kakšno leto nazaj, ko smo govorili bolj o tem, zdaj ChatGPT ven prišel, vsi so se na nek način igrali in pogovarjali z njim, ne? Je bilo takrat, Search je, kot ga poznamo, je mogoče mrtev, ne? Alphabet je, ne vem, ima velike probleme, kako se bo zdaj, kaj se ti zdelo, da je takrat to trigal v, ko bo rekel, organizaciji Alphabeta? Se je to itak že laufal, pa so se zavedali, pa je zdaj to sam nekako malo ven prišlo, da so malo bolj začeli brcati, ali je bil wake-up call to? Mislim, glede na to, da sem delal v eni izmed omenjenih firm, je pač malo poznam procese. In to itak Google je dost časa delal na različnih umetna inteligenca, research, vse te scene. Pač potem prišel ven ChatGPT z nekim produktom, ki je bil uporaben, da mu reči, in takrat potem začnejo vse te menedžeri, direktori, to vse takoj skrembljati, temu to zdaj mi neki tudi narediti. To traja, to so procesi. To traja leto, dve in zdaj mislim, da so se začeli kazati ta prvi rezultati od teh malo večjih firm, ki so takrat začeli šele, imamo nek research, dajmo ga v nek produkt. Malo traja. In jaz mislim, da se to zdaj kaže. Ok, Microsoft, Alphabet, kaj pa mogoče na drugi strani se ti kakšen od teh zdi, da je malo zaspal? Apple, čisto. To je pa črna ovca. Črno jabolko, ok. Ja, Black Apple. Ne, gnilo jabolko. Gnilo? Ne, ampak Apple res pač obljubljajo že zelo dolgo, ne vem kaj, pa ChatGPT integracijo, pa ne vem kaj, ampak to vse dela na pol ali pa ne dela, so celo reklame mogli z neta dol pa iz televizije pobirati, ker tisto, kar je bilo v reklamah, sploh še niso dobavili. Tako da pa nič ne kaže, da imajo nek tak soliden pipeline, da bi preko Azije v naslednjih 3 mesecih bo pa to vse popravili. Ne vem, skrb slabo kaže, no? Evo, Marko, če bi štafeto predal še tebi mal pa veličastnih 7, katero ime te najbolj kliče ali pa recimo katerega bi ti izpostavil, da se zdi, da rekel, si sposobno transformirati, zato moraš tudi imeti neko kreativnost, razmišljanje, vizijo, gledanje naprej. Pri kjermu bi videl največ vizije od teh 7? Tako, ne. A veš, glede na to, da se moram pohvaliti, prvo pogodbo v Sloveniji podpisal z Googlom leta 2002 za mobitel. Same alumnije, klele hudiča. Ja. Je definitivno, se strinjam, da je Alphabet pač zdajle razširjeni, itak so na tem zelo dolgo delali, ne. Vse so že prej v bistvu releasali zelo dosti, ampak ne na tako pompozen način, kot GPT, ne. Ja, in vsej, glej, se moram pač strinjati, Apple je zaspal, samo to je tako rekoč v DNK-ju Appla. Dejansko, če pogledamo, kako je firma nastala, kaj se je vse dogajalo zgodovinsko, je hodila skozi take faze, ne. Dejansko je Apple ful lep primer za ga študirati, v smislu tudi, kje se dogajajo taki Mojzesove napake, ne? Ko se jim zdi, da so čisto na vrhu in zaspijo. To je taka firma, zato imajo tudi ta svoj okrog v kampus. Tako se malo vrtijo okrog samih sebe, dostkrat, ne? Zelo so si všeč. Mogoče vprašanje tudi na to temo, ne? Zdaj seveda na določenih kritičnih trenutkih, ko se je Apple reinvental, je bil tam Steve Jobs. Kdo je larger than life figure v Apple danes, ki bo dal nek nov narativ? A ga imamo? Ne, ampak tudi ta zgodba Jobsa, ne, ko ji pogledaš pod pokrov, je izredno zanimiva. Z njo je zelo povezan, ne vem, če je kdo slišal za Landa, gospoda Landa, ki je ustanovitelj Polaroida in izumitelj
Polaroid fotografije in vse živo. Ne. In pač prvih stereofotogrametrij in tako naprej. No, Jobs je Landa povabil v svoj board, čisto na začetku. In to je ena taka zanimiva zgodovina je tam. No. Ker Land je tudi bil velik promotor digitalne fotografije, ampak je ni prenesel v svojo firmo. Jo je za defense promoviral. Aha. Za prve ameriške v bistvu tako imenovane špijonske satelite. KH-11. To je taka, ko pogledaš pod pokrov te zgodbe Apple, Land, pa vsi ti ljudje, ki so bili povezani s temi vzponi in padci, pa če pogledaš recimo Hubrix, tisti, ki se še spomnimo Nexta, ne? Next Computer, pač to je bila firma od Jobsa, potem ko je prvič šel stran od Apple, ne? Potem, ja, ni čudno, da je Apple se tako zgublja v tem, ampak pač to je nekaj normalnega za to firmo, ne? Imajo največ keša, še zmerijo od vseh, ga hordajo, ne? Zelo pridno, že desetletja. Definitivno, če danes pogledamo malo vrednotenje, dajmo se malo mogoče temu posvetiti v osnovi. Zdaj lahko gledamo večkratnike dobička in seveda, ne vem, mislim, da sta Apple pa Alphabet na prihodne dobičke celo bolj pred dnu, na vrhu imamo Nvidio, mogoče tam 40-50 kratnik razpon, ampak vse te firme v resnici imajo tako imenovan star biznis ali pa legacy biznis, na katerem še danes služijo te dobičke in nekaj, kar imajo na štedilniku, no, dobesedno na nek način, torej nek bodoči pipeline projektov. Kle bi tebe malo izzval, Andraž Logar, ti zelo dobro poznaš, ne, bi rekel, Microsoft Cloud od Microsofta, Cloud od Googlea v bistvu. Kakšen potencial ti vidiš, predvsem še zmer v legacy biznisu, da ustvarja dobičke? Ne, ker svet se še zmer tudi do ene mere, tudi cel v cloud, ne, in še zmer se monetizira in dodatno računa za marsikaj. Koliko imajo tukaj vse te trdnjave, no, še obrambnega jarka na nek način, da služijo dobičke še naprej? Ta cloud tematika je po mojem zelo zanimiva tudi od izvolitve Trumpa v bistvu dalje še toliko bolj. No. Jaz se mogoče, Andraž, ne bi strinjal, da je to legacy biznis. No. Meni se zdi, da je cloud čezmeraj koncept ali pa platforma, ki absolutno še ni dosegel svojega pika, ali pa v bistvu po mojem niti še ne efektivno naslavlja late adopterje. Jaz mislim, da se glih premikamo čez ta kazen, ker če greš po enterprisih in se pogovarjaš v cloudu z enterprisi, bodo seveda vsi dvigne roko, da so že na cloudu, pa gotoviš, da njihov dojemanje clouda, da imajo pač Office. To sem mislil. Ja, tako. Način, ja. In kaj je v Sloveniji, mogoče to še bolj izrazitno. Tako da pač odgovora, če je to legacy biznis, ja, jaz mislim, da je lukrativen in da še zelo bo. Se bomo mogli pa najbrž v Evropski uniji malo vprašati, kako je možno, da so prvi 4 največji cloudi na svetu, da nobenega ni iz Evrope. V bistvu, da so prvi 3 ameriški, 4 je kitajski, pa imamo pa 5, pa 6, ki so spet ameriški, pa 7, ki je spet kitajski. To je to, no, pač, kar se nas tiče, nekaj Evropske unije. Bi pa mogoče te malo zbodil še to razmišljanje, ker publika danes je zelo taka, s katero si jaz nimam ful nekega overlapa. No. Jaz ponovadi se pač pogovarjam bolj z inženirji pa s temi ljudmi, ki šlatajo, kaj je pod pokrovom, medtem ko se mi zdi, da ta publika se pogovarja z balance sheeti pa s takimi stvarmi. Danes te imam tukaj zato, da mi poveš, ali kupujem kle limone, ali gnila jabolka, ali kaj pod pokrovom, ker me mora skrbeti. Ti si moj avtomehanik danes. Evo, to. No. In če odpremo pač pokrov, v teh firm se mi zdi, da se treba vprašati o platformskih building blokih ali pa delih motorja, ki te firme po koncu drži. Pa ne finančno, ker Microsoft recimo je zagotovo najboljša finančna ustanova v vseh telih. Hočeš reči, so najbolj znajo monetizirati to. Ja, najbolj taka McDonald's firma, no je to. To, kar mene res rajca, so sledeče stvari. Da se treba vprašati, kdo od teh firm ima svoj cloud. Ima ga Amazon, ki je najbrž, če vprašate tehnične ljudi, bojo rekli, to je de facto najboljši cloud na svetu, pika. Pa imamo Google, ki je bil malo laggard, pa danes se mi zdi, da če už vprašal cloud, ljudi bodo rekli, to je
to je top shit. Pa imamo Microsoft, ki po mojem res redko najdeš tehnične ljudi, ki jo rekli, to je res dober. Pač rekli bodo, valjda, imajo Active Directory, so pač upeti v Enterprise, imajo Salesforce v smislu ljudi, ki prodajajo, ampak tehnično pač niso on pera. To je ena taka zanimiva. Pa ugotovimo, da Meta tega efektivno nima, vsaj public ne. Apple, zanimivo, tega nima. Tudi publicly ne. Koga smo imeli Nvidia, dobro, to je tako druga scena, pa Tesla tudi. To je recimo ena taka stvar, ki se meni zdi, da je danes izredna konkurenčna prednost. Druga stvar, to bo mogoče moj bolj programerski kolega več na to lahko komentiral, ampak recimo mene izmel rajcal, kdo ima še razvojne platforme, kdo ima programski jezik svoj. Microsoft itak, da ga ima, ga imel, etc. A ga ima Amazon? A ga ima kaj Amazon? Zih imajo, okay, no, ampak nič ni na nivoju, ne vem, .NET-a, Golanga in tako naprej. A ima Apple kaj, ima Swift, to je to. Pa če pogledamo Google, ne v teh, je pa tudi, mislim, trendsetter, izumitelj in tako naprej. V glavnem, kdo ima te building bloke? Pa še tretja stvar, kdo ima hardverske building bloke? Kdo ima dostop do mene, do Andraža, preko stvari, ki jo lahko pošlatamo? Itak, da ima Apple. Amazon se mi zdi, da se tukaj malo, pač smo imeli neke, ali pa imamo neke device, Microsoft tudi ima neke device in tako naprej. Zdaj pa če vse to skupaj damo, se mi zdi, da pa lahko se pogovarjamo o firmi, ki recimo zame, kot preš pokrov motorja, najbolj interesantna to je Google, ki ima po mojem mnenju najboljši setup vsega. Eno anekdoto bom pač tu ustavil vmes. Dokler je bil Steve Jobs še živ, je bil velik mentor Zuckerbergu. In po mojem iz teh pogovorov izhaja tudi to, da Zuckerberg že desetletje plus točno to lovi. On si želi priti narediti, prodati nek device, neko platformo, nekaj, da je pač Facebookov oziroma od Mete. In je to poskušal že, tudi bil Facebook Phone, smo že imeli, smo te razne VR scene, Oculus je dolgo časa stavil na Oculus, da je to naslednja platforma, zato ker Apple tu ima veliko prednost s to platformo. No, evo to bi bil en tak moj komentar, če ne gledamo teh benefitov pa teh stvari. V bistvu, če nekako zdaj pogledamo te, Google, Amazon, pač imata, pa sta med tremi dominantnimi cloud rešitvami, poleg Microsofta, ki ima tudi seveda. Temu se malo Meti posvetiti. Meta tudi izjemno, zelo oba izjemno veliko vlagata vsako kvartal v cloud, v computing power, torej v dajmo reči, centre, ki bojo procesirali za take in drugačne namene, matematične operacije, da bojo zadostili vsem potrebam razvoja umetne inteligence. Ampak dajmo iti malo tudi na Meto, ki je v izjemno intenzivnem kapitalskem ciklu vlagan. Jernej, kako ti vidiš podjetje, v katerem si ti delal, kaj počnejo tukaj? Kaj misliš, da je nek wow faktor, ki bo z tega vam prišel? V bistvu nisem čez ziher. Malo sem navezan na to, kar sem likar povedal. Že skozi obstajajo projekti, razvoj, razne ekipe, da bi prišla pač Meta tudi do svoje platforme, preko katere bi pač potem svoje storitve naprej prodajala oziroma servirala. Oculus je še nekako najboljši približek tega. To vemo, da ni neki za ne vem kakšno masovno... Sam da razložimo, Oculus VR očala. VR headset. Ja. Dajmo reči tako, ko je Apple imel ta njihov Vision Pro, ki tudi zelo slabo kaže, ker so že skenslali naslednje verzije. Drugač pa v resnici ne vidim, kako bi Meta tukaj dejansko pa še na trg. Ne vem, mogoče kaj razvijajo zdaj, da jaz ne vem, meni tam že 5 let, ampak... Ker v bistvu, če imaš ti VR očala, rabiš verjetno tudi neke
specific content ali pa nekaj, kar bo obogatil content, ki ga uporabniki imajo, verjetno. Ne? Teh velikih majhnih stvari lahko veliko, a saj mogoče na nekem takem steku delajo. Mislim, ja, absolutno. V bistvu content na koncu niti ni toliko problem, pač ogromno se ga je tudi naredilo že znotraj Mete in vse tako, ampak če publika ne kupuje tvojega VR headseta, kaj boš delal content, kako boš ga streliral? Verjetno izhaja vse to iz tega social media layerja, torej, in engagementa ljudi, kaj delajo na spletu, kaj si pošiljajo, kako med sabo interagirajo. Jaz zdaj ne vem, a boš ti dal golo čala, pa boš videl spalnico nekomu dobesedno, no, mislim, to bi bil lahko ekstremen primer, ne? Ali pa kuhno, no, če je bilo to predaleč. Ne vem, ne? Boš malo stopil noter in bosta, ne vem, virtualno, ne vem, se engageala. Ne vem, a je to v bistvu vizija? Ne vem. Jaz mislim, da večina... A ima kdo drug kakšen mnenje od vaju? Zaenkrat si malo tavajo, se mi zdi. Če je to vizija, teh poskusov je bilo že ogromno. Ne? Spomnim se sam tega debakla z začetkom metaversa, kako ga je on najavil in tako naprej. Ne? Katastrofa. Ne? Se zbojiš, če bi bil investitor, ne, v to, ko je on to pokazal. Ne, in v bistvu ta firma živi, vse vemo, na inerciji pač tega providanja in engagementa, contenta in reklam. Mislim, nič drugega. V ozadju je ena velika praznina in čirički tako pojejo. Jaz to tako doživljam, Meto še posebej. Ne? In prav to, kar si povedal, ne? Da je pač njegov vzornik bil Jobs, ne? Svojim Mr. Gadgetman, ne? Kot ga danes poznamo. Ne? Sem te gadgetov pred ta prvim uspešnim, jih je bilo pa še dosti zelo, zelo neuspešnih. Ne? In tist ni receptura. Ne? Zdaj, da je on padel na to finto, to mitologijo, zato jaz tudi kot Andraž, mislim, Alphabet / Google, to je v bistvu firma, ki je organsko rasla in je tudi v bistvu poskrbela, da engagement ni prazen in da ne uničuje generacij ljudi. Ne? Mislim, njihova poteza genialna je bila pač operacijski sistem, ki je dejansko ustvaril strašansko competition in odprl market mobilne telefonije, ne? S tisto potezo, pač, ki so jo naredili takrat. Tako da Google res pametno razmišljanje od vseh teh firm, mislim, da je zelo dominanten in isto v cloudu in isto v AI-ju. Pač oni imajo to neko razumevanje veš, nastali so na pogorišču 2000, ne? Prvega buma, ne? Oni so res takrat nastali. Ti ostali so bili malo kasneje. In mislim, Apple je druga zgodba. Apple je pač hardware firma, ne? Amazon je bil pa tisti, ki je preživel pogorišče 2000, ne? Ne moramo mimo, da se dotaknemo še dveh firm, ki mogoče nismo jih toliko omenjali, ampak v resnici se bolj bavta s hardverom in ne bolj, se tudi bavta, dobro, se drugi tudi to je ne mere, ampak sta tudi hardware focused firma in to sta seveda Tesla in pa Nvidia. Pejmo najprej na The One, na Nvidia, kjer vsi zdaj stojijo v vrsti nekako in čakajo, kdo v dobu ta prvo serijo Blackwell čipov. Kako vidite mogoče, ali pa kako vsi vidite, kdorkoli od vas, ali pa na kratko vsi, ta cikl mogoče implementacije te nove generacije, kako vidite sploh, ponavadi se ta industrija čipov giblje v res zelo, ko bo rekel, dinamičnih ciklih. Ne? Imamo skozi shortage, posledično zelo visoke cene, na neki točki pride do oversupply, ker tega ne moreš čisto dobro kontrolirati, ker pač en se odloči, da za nas 30 milijard ne bo več 30 milijard nekega dne, ampak bo, ne vem, 5 jih in to ni pol drop-off 5 milijonov, ampak 25 milijard naročil. Sam ne vemo, kjer dan bo to, ne? Pač lahko čez 15 let, ne me narobe razumeti. Ne? Kako vi vidite v bistvu vlogo Nvidie, ker v tem trenutku se zdi, da ima še zmeraj neko neulovljivo prednost, ki še lep čas ne bo
disruptirano. No. Mislim, poslušal sem Ilona Muska v intervjuju, mislim, da je nekaj tako mal previdno probal AMD zraven omenjati, ampak še to je bilo bolj iz mogoče kurtoaznosti. No. A mene gledaš? Vse gledam v bistvu. Pix and shovel zgodba oziroma brez čipov nam življenja ni in Nvidia je the one. Koliko cajta to še traja? Mislim, nisem absolutno nisem strokovnjak, kar se tega tiče, pa teh stvari, ampak bi pa se dotaknil ene zgodovinske realnosti, ki je po mojem živel vsak, približno moja generacija, ki je hotel biti gamer in je kupoval grafične kartice za to, da moj Dune pa Quake hitrejš delal. In če se takrat spomnimo, tih voodoo čase, če malo pozabimo za sekundo, pa Matrixe. Kaj se je pa začelo dogajati? Skozi je bila Nvidia že takrat v prednosti in skozi je ATI zadnji bil in se skozi pač trudil in skozi je bila pač en generacijski gap, ki ga je imela Nvidia takrat skozi spredaj. Jaz sem sicer ATI-jeve grafične kartice kupoval, tako da sem bil v drugem taboru, ampak je bilo evidentno, tako. In pa se nam je zgodila ena stvar, na katero ni seveda ben pomislil, po mojem tudi Nvidia, mislim, full dvomen, da je, in sicer ta kriptoscena. In ker naenkrat pač folk minta gor neki, ustvarja toploto. In radiator je naredil. Tako, kur štrom sveta, ustvarjali smo najbolj decentralizirano bazo podatkov na svetu, za katero se še vsi sprašujemo, a je še kakšen drug use case, poleg tega, da sam shranjuje neko virtualno vrednost oziroma cifro. In takrat je spet bila Nvidia. Mislim, nismo mogli drugega delati, ker pač nismo mogli mintati Bitcoina, kot na Nvidia. In pa se ti zgodi ta AI, ki se je spet isto pokazal. Že misliš, da je konc, pa it goes on and on. Tako, in pol če pogledaš ta landscape, ATI-ov, AMD-ja in tako naprej, ali pa ne vem, bi jaz, to, kar jaz berem, ali pa to, kar do mene pride, se mi še najbolj zdi zanimiv tisti del, ki se dotika tega, kaj te veliki počnejo, ki smo jih pa prej omenjali. Kaj počne Google, Apple, ne vem, mislim, Apple ima svoj chipset zdaj, ampak ne za te namene. Kaj počne Microsoft, kaj počne Amazon, kaj počne nekaj startupov, tudi evropskih, ki pa hočejo pač dethronati Nvidia. Pa pozablja neko splošno občinstvo, pa pozablja še eno stvar, da ni sam silicij oziroma ta stvar, ampak Nvidia je naredila development ekosistem, ki ga danes de facto uporabljajo vsi, so zaljubljeni, kaj že njihov CUDA, ko se mu reče, in je v bistvu okužilo vse ljudi, vse matematike, vse, da to uporabljajo. Zdaj, kako že ti te ljudi, ki so se še software njihovega navadili, SDK-jo, API-jo, da jo še nekaj drugega uporabljati, ta red se mi zdi v bistvu po mojem, tako, sliši se še kakor dosti težji dethroning, kot pač na samem hardwareu. Tako da meni zgleda meni se zdi nedotakljiva. Marko, še ti mogoče? Pri Nvidii imaš potem še edge, se pravi te male mašine, kamor zdaj gre dosti razvoj tehnološki, da imajo pač dovolj computing powerja in jaz mislim, da imajo kar pokrito. In to je dejansko res. Pač, ljudje se naučijo tistega okolja in that's about it. Ampak drugače kot Microsoft. Ampak je ta moment zelo močen in jaz mislim tako, ne vem, če se strinjava, ampak da niso oni planirali, ne kripta in ne te AI revolucije, ker se spomnim na moji univerzi, pač mislim, ta machine learning smo poslušali cele 2000 kolege iz computer science, zato tam tiste modele trenirali, razumeš, to je vse bilo tako zelo akademsko. To ste bili pa tako pripravljeni. Potem se je pa zgodila eksplozija, ja. In je bilo zelo lep trenutek. Še kaj za dodati? Mislim, da nekaj za dodati. Jaz mislim, da Nvidia bo še kar lep cajt. Marja mi sicer že reže glavo tamle, ampak bomo še vsem Tesle se do konca dotaknil, ker ne smemo to pustiti. Zdaj bom citiral Ilona Muska za konc. Rekel je, da bo rabil en gigavat elektrarno za to, da bo napajal nov center za computing v Tennesseeju, se mi zdi, če se prav spomnim. Napovedal je humanoidnega robota okrog leta 2030, ki nam bo pekel palačinke ali kaj že.
pa rekel je, da samo vozeča vozila bo je prihajal. Jaz sem full velik fan tega. Jaz v bistvu, to je za me narejen, da se lahko zaspim, pa me pele nekam, pa se malo spočijem, ker premalo spim po noči, recimo. Ne? Kaj si vi mislite, da od teh stvari se bo v resnici, ali pa koliko blizu, ali pa koliko daleč, evo, za zaključek. Ne? Glej, Elon govori o tem, da se bo Tesla vozila sama že po od leta 2008, še zdaj se ne. Tako da, we'll see. Tudi na tem področju mislim, da je Google zelo dobro zadevo z Waymotom. Mislim, da so kar spredaj. Sam čakajo še. To je dober hint za vse tiste, ki se kaj mogoče ukvarjate, da vrednote delnice sami. Waymo, vtipkajte noter, je robotaksi firma, v bistvu hčerinska firma od Google. Mislim, Google ima največji delež, se mi zdi, affiliate. Ne, mislim, da so jih kar kupili, pa zdaj ne vem, če so kaj da vestali ali kaj, ampak pa že 10 plus let se okoli vozijo te njihovi avti, podatkov ima tok, da... Mislim, da jih ima Tesla tudi sam. Mislim, da je v zadnjih parih letih, če je bilo tam vrednost par milijard, smo zdaj prišli že zelo blizu nekih. Mogoče z let bomo že blizu 100 milijard, sam zavejmo. No? Tako da Google ima veliko stvari od skritih, ki jih ne vidite. Ne? Vse ima tudi kdo drug, da ne pomota. Včasih splača te konglomerate, ampak... Apple je skenslal njihov avto projekt. Apple je skenslal. Apple ga je pa skenslal, ja. Pa čeprav je bilo to prevara, ker so govorili o avtomobilu, so pa v bistvu kolo hoteli narediti. Mogoče je bila to šala, ako karkoli. Ne, ampak prosti, sem te prekinil, ampak humanoidni roboti, oziroma pri taksijih so bila, rekel si Google. Ne vem, mislim, definitivno Tesla pač dela na nekih zanimivih zadevah, pa bom rekel tudi neke te hčerinske firme Tesli, X.AI, to je posebej imen, da tudi nekaj od Muska, ne vem kaj. Ne vem, pojmanja, z Muskom ne moreš točno vedeti, kaj bo dostavil, kaj ne bo, govori veliko in bom po pravici povedal, da zadnje čase ga niti ne spremljam več, ker je malo kuku. Marko? Ja, I second that. Vsekakor. Vsi se v te strinjali. Ja, take si izbral danes, kaj ti rečem. Očitno, čeprav ni bilo planirano. Ne? To je človek, ki se še zmer pogaja za največje plačilo v managementu v zgodovini človeštva. Mislim, da je to na sodišču, ker sploh ne vem, kakšna številka, jaz sem zdaj pozabil. Mislim, da je nekih 100 in neki milijard. Zdaj, zakaj se je pa to zgodil? Ker je imel on opcije, ki je bila Tesla, ne vem, rock bottom, in je dostavil čisto vse to, kar je rekel, in mu Ben ni verjel in podpisal tisto pogodbo. In zdaj tako visoka številka, da bojo v bistvu, če sodišče doče izplačati, ker je bilo to shameless za corporate America. Težave politične. Ne? Mislim, speaking of prevare, ta humanoidni roboti, ne, ki so se sprehajali tam po San Francisco, prevara, ne, so bili remotely controlled, tako v kakšnem Scooby-Dooju. A ni to the name of the game, Silicon Valley, fake it till you make it, pa... Tako pravi. Mislim, da je Musk to zelo resno vzel. On je zelo preveč. Se je ortodoksen, ne, mislim, na nek tako, način. stalinistično ortodoksen. Okay. Ne, Musk je pač simptom. Simptom? Ja, simptom rakaste bolezni. Hubrisa visokotehnološke industrije. Zdaj moramo pa mi končati na te točke, ker si ti odprl Pandorino skrinjico. Ok, hold that thought, to bo za en drug podcast, po moje. Andraž, you need to wrap this up. Kaj zdaj? Palačinke, kdo jih bo delal čez 5 let? Ne vem, mislim, v teh robotih vem samo to, kot mi moj kolega tukaj v Sloveniji razlaga, kad dela nekaj podobnega. No, to je tvoj avtomehanik, pa v bistvu? Ne, to je najen skupen kolega. Evo, pa povem, o kom govoriš. Ne, mogoče bi eno anekdoto na temo pač tega Tesla in tako povedal. Mislim pa, da je popolnoma jasno, da pač to, kar se dogaja z Muskom in njegovo podobo in dviganjem desnice in tako naprej, se mi pač gabi in se mi zdi, da je pač zajebal brand neskončno. No, tako. Ampak, ne, mi smo imeli v firmi priliko pred 2 letoma delati v avtomobilski industriji in smo malenkost pogledali pod pokrov, kako to funkcionira. In 2 zadevi sta bili taki zelo povedni. Ena je,
da so naši inženirji, se pravi softverski inženirji, rekli, aleluja, zdaj končno vem, kako avto deluje. Pa ne zato, ker so pogledali normalnemu avtomobilu pod pokrov, ampak ker so ugotovili, kako Tesla avto v resnici funkcionira, se pravi laptop on wheels, dobesedno. To je ena taka zanimiva anekdota, druga zanimiva anekdota pa je, da ko spoznaš, koliko je Tesla naprej. To je 2 leti nazaj bilo to šokantno spoznanje. Mislim, sploh za nekega Evropejca, ki na pedestal daje nemško, francosko avtomobilsko industrijo in potem pogleda in se kot softveraš malo vpraša, kaj je tam spodaj in vidiš mislim, aj vam sploh kaj jasen. Tako da najbrž stališča tega teha, softverskega deha so najbrž še vedno neskončno naprej. Kako so pa to na borzi izgledali, pa ne vem. Ta Trumpov dip, sem recimo jaz relativno dobro preživel, ker sem shortal Tesla, tako da Opala, Mr. Barry Paul. Tako da sem rekel, tole ne bo dobro. Čeprav mislim, da zdaj naspet na nekih 320 ali nekaj takega. Nisem vedel, da 350. 350, pač jaz sem, rekel sem, da v to šlo na nulo, tako ko vsi, ko šortajo, šlo na nulo, ampak pa ki začeli dvigovati, ker rečeš, ok, to so spet neki čist bizarne stvari. To so z Bitcoinom tudi si na 110 počeli zdaj bajalko, pa so mogli pa zapirati. Lej, pač, hvala vsem, upam, da smo malo... Še eno vprašanje. Še eno. A so odgovorili na vprašanje, v katero delnico se splača za investirati? Med vrsticami smo, po moje. A ste, med vrsticami. No, ampak dajmo malo bolj konkretno. Apple ne, Tesla, če šortamo, Google, ajde, ok, Nvidia, kaj pa za Nvidia? Jaz te malo popravil za Teslo. Staviti proti Elonu je trik, moraš imeti srečo, da celo kožo odneseš, tako da nikoli ne veš, kaj se mu bo zgodilo. Kaj pa smo rekli za Nvidia? Ja, tukaj je in vsi jo ljubijo, inženirji jo ljubijo, mi nje ne moramo iti. Vprašanje je samo, koliko veliko tis bo imela na trgu, tako da neki zginila, da v jutri en prišel in jo spodrinil ne bo. Microsoft zna najboljš računati, mislim, da ste to, kasirati, sorry. Dajmo tako reči, čeprav pod pokrovom ni zmer vse to, kar pravijo. Google se mi zdi malo izstopil, kar se tiče nekih priložnosti, ki so skriti not. By the way, tudi vrednotenje je kar razumno zdaj v tem trenutku. Ali mi kaj ne vemo, pa se v kaj dramatičnega zgodil na tem generative AI delu, recimo pa Searchu. Search je velik del Googlea od obstoječega dobička, tako da advertising mogoče kle kakšen trik. Smo kaj pozabili? Meta nismo najdeli inspiracije, trudili smo se. Ampak Meta ima pač ta, ne vem, milijardo plus folka, ki tam tiči vsak dan in se pogovarja, kdo je pelal koga na sprehod ali kaj drugega, ne vem, pač to nam tudi zginalo v končni fazi, tako da je sam pač treba razumeti, v kateri zrelostni fazi je in kaj novega imajo, tako da ni tudi težko staviti proti Meti, iskreno povedano, tako, ampak ja. Okay. Ko bo prvi evropski suveren cloud prišel mimo, to bi se splačalo investirati. Točno to, evo, to. Sam ne vem, sam ga še ni. Ja, mislim, klele, evo, lahko ena fora. Ampak daj. Lidl je investiral v Stack IT firmo, ki je imela idejo, da bo vsak Lidl postal data center. Briljantna ideja. Težava je, če greste na Stack IT, danes odprete account, pa neki deployet gor nič ne dela. Ampak ideja se mi pa zdela briljant. Ampak ne boš verjel, obstaja upanje, ker je Lidl ugotovil, da tista stvar, ki ne dela, da mora do nekoga drugega, ki ve. Taj bo Google, ne? Ja, tako je. Ni bil Google. Ja, je bil. Oni so se z Google Cloudom nekaj mal spečali. Mal se hecam. Vem, da se pogovarjajo z nekom drugim iz Evrope. To pa več v prihodnosti. Več v prihodnosti. Ej, ja. Super, najlepša hvala, odlični ste bili.